Lepo pozdravljeni v podcastu Zevo. Danes je z mano glasbenik, avtor, kantavtor in človek z eno, lahko rečem, najbolj neverjetnih zgodb v slovenski glasbi oziroma slovenski glasbeni sceni. Zakaj temu tako, boste izvedeli v nadaljevanju. Jaz sem pa danes, lahko rečem, da počaščena, ker je z mano v studiu Aleksander Mežek. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Zelo sem se veselila najinega pogovora, zato ker se mi zdi, da, bom kar tako rekla, kot mislim, ste človek, ob katerem je na drugi strani človek lahko res to, kar si. Zakaj sem to rekla? Zato, ker sem tudi danes ekipi komentirala, da z vami se je bilo že samo po telefonu tako zelo prijetno pogovarjati. Imate en tak prijeten ton, način govora in zato sem potem rekla, prav ko mi čakam ta pogovor, ker vem, da mi bo zelo, zelo prijetno. Ja, hvala lepa. To verjetno, a lahko rečeva, a to človek malo ima v sebi, ali nima, ali se lahko tudi priuči? Seveda se lahko priuči. Ja, sam moraš zelo dobro opazovati, pa posebno, če si nekje drugje kot v Sloveniji. Mislim, tudi tukaj se lahko zanašaš na to, da poznaš malo, kako se ljudje, kako komuniciramo, kako se obnašamo in tako naprej. In se lahko pač že po naravi prilagodiš. Ampak, če prideš pa nekam drugam, v eno drugo državo, v eno drugo kulturo, takrat moraš pa zelo hitro se probati priučiti in prilagoditi. In prilagoditi. Na začetku vodoma sem rekla, da ste človek z eno najbolj neverjetnih zgodb v slovenski glasbi. Če bi danes recimo nekdo, ki bo poslušal in morda te zgodbe ne pozna dovolj dobro, bi rekel, ne, to je bil film ali pa to je knjiga, je to možno. Če vi danes pogledate tako za nazaj, je včasih kar malo na meji nemogočega. Ja, je zelo filmsko, pa zelo, kot da bi nekdo pisal, režiral to celo zadevo, ampak moram reči, da se, jaz pravzaprav niti nisem zavedal, da se to dogaja okoli mene. Jaz sem nekako puščal, da reagiral sem na tisto, kar je prišlo do mene in sem na nek način vedno najdel eno pot naprej. Mislim, ne da sem jo iskal, ampak nekako se je odpirala. Tako da sem brez enih težav ali pa brez enih skrbi stopal skozi ta vrata do zdaj. Ampak ko pogledam nazaj, je bila to res ena pot, ki še zdaj včasih me kar strese, ker rečem, pa kako se je to vse zgodilo. Zaradi tega, ker jaz nisem imel menedžerjev, nisem imel nekoga, ki bi zame me reklamiral po kjerkoli po medijih, pa tako naprej. Ampak se je vse zgodilo. Vse, kar sem si kdaj želel, pa sem doživel. Vem, da ste to večkrat že govorili v kakšnih intervjujih, ampak so tako zelo zanimive in posebne zgodbe, da se jih bom tudi jaz danes dotaknila. Začela bom seveda pri vašem otroštvu in o samem dejstvu Gorenjske, Žirovnica. Kako bi lahko rekli, da je ta del Slovenije vas zaznamoval, ta Gorenjska? Jaz sem drugače rojen v Ljubljani, v porodnišnici. Sveda, drugače smo pa takrat živeli v Radovljici. In mojih prvih 7 let sem bil v Radovljici, bolj v enem mestnem ali pa trg približno, ampak Radovljica je kar taka meščanska. No. In po 7. v osnovno šolo sem šel pa v Žirovnici. To je bila moja prvo leto, da sem bil v Žirovnici. In cela moja mladost je potem bila tam. In mene je zelo zaznamovala, zato ker sem imel veliko svobode, ker takrat Moste pri Žirovnici, kjer sem odraščal v eni hiši, ki je bila včasih gostilna in policija
in šiviljski atelje moje mame, pa zraven je bila še brivnica, tako da ena taka zanimiva zgodovina te hiše, pa pozabil, ko je bila policija, so bili tudi zapori, tako da sem imel nekako eno zanimivo paleto izkušenj kot osnovnošolec. In sem imel zelo veliko za opazovati, pa zelo veliko sem se lahko učil zraven, ker sem gledal ljudi, ki so tam bili, pa živeli, pa delali. Zanimiva mi je tudi zgodba, kako se je končala kariera v glasbeni šoli. Ja, jaz vedno rečem, da imam dve sestri. Eno mlajšo, eno starejšo. In moja mlajša je 14 let starejša od mene, moja starejša pa 18 let starejša. In ko sem se jaz trudil, je moja starejša sestra že imela otroka, spravi, ne, 1 leto za mano. No? Tako da sem od moje sestre sin in hčerka, spravi, jaz sem bil njihov stric, smo bili vsi istih let. Sem bolj bil bratranec kot pa stric, ne? Ja, tako, mi smo bili več skupaj. In, ampak, kar sem hotel povedati, je, da obe moje sestri sta bili zelo glasbeno nadarjeni. Obe sta igrali klavir, sploh mlajša je že delala srednjo šolo klavirja in je preigravala. Jaz sem pravzaprav odrastel v stanovanju, kjer se je obvezno preigral Mozart, pa Bach, pa Beethoven, pa vsi hiti, filmski hiti, običajno takrat vse, kar je, spomnim se hitov Franka Sinatre, pa takih podobnih, no, ki jih še zdaj znam prepevati. Ampak moji sestri sta pa to res delali in glede na to, takrat nismo imeli niti televizije, niti radija, kaj šele kakšnih telefonov, ki bi lahko spuščali glasbo. Je bil to edini način, kako lahko nekako sodelujemo ali pa glasbeno se na en način izražamo. Jaz sem sedel v naročju moje sestre, ki je ona preigravala, takrat sem jaz, brez da bi se trudil, najdu stik s klavirjem. Ampak, ko sem jaz odrasel, moja sestra ni več pustila, da jaz igram klavir, zato ker jaz sem bil že novi val. So bili že malo bolj močni prijemi, a ne? Po klavirju sem razbil in to je bilo preveč zanjo in so potem moji starši doma nekako po ne vem kakšni logiki odločili, da pač moja sestra igra klavir, jaz bom igral pa violino. In glede na to sem jaz imel velike želje prepevati, je violina zelo narobe inštrument, mislim se preblizu vokala. In sem, kakšno leto, prvo leto, ko sem šel na Jesenice, sem pač s kolesom se vozil iz Žirovnice, to je kar težka pot, sploh po zimi, in mama mi je dajala mesečne pač plačilo za šolo. In jaz se spomnim, eno jesen mi je bilo tako hudo, malo sem bil lačen, karkoli tam nek sred poti je bila ena gostilna in sem se jaz ustavil in sem kupil tisti denar in en sendvič pa en malinovec tisti popil in šel v šolo, pa seveda denar sem odščipnil in zdaj nisem mogel dati tega denarja in pa sem ga počasi zapravil za tisti mesec. In na koncu je mama dobila opozorilo oziroma opomin in je rekla, zdaj tole pa ne boš delal. In sem rekel, mama, daj prosim te, kup mi kitaro. Je rekla, ne bom ti kupila kitaro, zdaj boš šel lepo ven iz šole in ko boš imel denar, si boš pa sam kupil kitaro. In tako je bilo, a ne? In tako je bilo. Kdaj bi pa rekli, da ste prvič začutili v sebi to željo po prepevanju in tako, ker se mi zdi, da... Ko sem sedel v naročju moje sestre. Aha, takoj. Mislim,
Jaz sem vedno kaj brundal zraven, pa tudi sem se naučil določenih pesmi, se pravi, ki sta jih oni dve prepevali in še zdaj določene besedila znam, točno ne vem, kam spadajo, ampak oziroma razni muzikli so bili tudi takrat, se spomnim, in oni dve sta prepevali vse, kar sta se naučili. Če pomislite zdaj tako za nazaj, pa če dava mogoče glasbo za ta trenutek še na stranski tir, kaj je tisto, kar je recimo pa v vaši družini poleg glasbe tako še prevladovalo? Kje so bile recimo takrat v tistih časih vrednote, ki se jih res veseljem spominjate? Mislim, Radovljica je bila meni zanimiva verjetno iz dveh pogledov. Takrat je, zdaj ne vem, katera organizacija, OZN, UNPROFOR, ne vem, kako so takrat imenovali, ampak takrat so pošiljali avione, ki so nad Slovenijo, nad Jugoslavijo spuščali pakete s hrano, pa z določenimi proizvodi, ki jih pri nas nismo imeli, recimo milo ali pa kava, pralni praški, pa tako naprej. In to je bilo vse not. Jaz se spomnim samo, da je bila v eni taka škatla, je bila kar velika, kartonska, dosti težka in v tej škatli se spomnim ene kovinske, dosti velike škatle sira. In je bil tak rdeč, pa tak kot plastelin, tako da si ga lahko ven, jaz ga vedno tako z eno žlico sem delal kroglice iz tistega sira. No, to je zanimivo je bilo, da smo še vedno imeli tako post drugo svetovno vojno. Mi smo se običajno po travnikih, pa tam, kjer smo se okoli Radovljice igrali, so bile še vedno recimo granate pa bombe v tleh in se je zgodilo, da je nekomu roko odnesel zaradi tega, ker je najdel nekaj neeksplodiranega. No, taki dogodki so bili zelo po vojni, bi rekel. Mi se nismo zavedali, mi smo bili otroci, mi smo se igrali. Pa to govoriva o kakšnem v vaši družbi, ko ste bili skupaj? Ja. In tudi v Žirovnico, ko sem prišel, tam pa sploh Žirovnica je bila železniška povezava med Avstrijo in oziroma železarno Avstrijo in ostalo Jugoslavijo. In med drugo svetovno vojno je bila ta železniška povezava izredno dragocena za Nemce. In so imeli cel kup enih postojank po teh hribčkih za orožje oziroma za brzostrelke, in ki so jih zapustili, in to je bilo polno ene municije, enih delov orožja, tako da mi smo to nabirali tam po teh bunkarjih, smo jim rekli. Povsem drugi časi, a ne? Če pogledava mladino danes. Ampak istočasno smo imeli pa ne vem, meni je domišljija skozi delala, zaradi tega, ker nismo drugega imeli, kot da si sami ustvarimo en svet. In ne vem, jaz sem zelo veliko ukvarjal s športom, recimo, in sem leta 60, ko je bila olimpijada v Rimu, sem v Žirovnici organiziral olimpijske igre. Imam še zdaj ta semafor z rezultati. In tam sem povabil moje sošolce, pa tiste, ki sem z njimi pač bil v družbi, in smo na njivi vzad, ko je bila jesen, naredili, organizirali športni park, in tam smo imeli met kopja, met krogle, tek, skok v dolino, skok v višino, to sem jaz se rad delal, in najbolj pravzaprav sem bil zelo dober v metu krogle, kljub temu, da sem bil tako droben, da noben ni verjel, da tako daleč mečem, in to zato, ker sem najdel eno kroglo, topovsko kroglo, iz nemškega topa, seveda, mogoče je bil naš, ampak verjetno nemški, ki je bila težja od tiste krogle, ki so jo zares metali.
In sem si toliko streniral prste, da so bili tako močni, da sem v bistvu premagal tiste, ki so s sunkom metali. Jaz sem imel nekaj v prstih, ki je porinila. Eno posebno taktiko, lahko rečeva. Take stvari so se dogajale. Sicer sem pa pisal zgodbice in z mojima dvema nečakoma smo imeli lutkovno gledališče in smo vabili otroke, da so prihajali istih let, kot jaz, so prihajali na te igrice, predstave. Ja. Se mi zdi, da takole, ko vas poslušam, sem kar malo mogoče nostalgična v smislu, da bi tako rekla tem mladim generacijam zdaj, dajte čim več poslušati tega, kako je to nekoč bilo, ampak dejstvo je, da to preslikati v današnji svet lahko se približamo, ne da se pa v celoti. Ne moreš tega tako, zaradi tega, ker pravzaprav ti nihče sploh ne rabiš, da se samo ukvarjaš tem, ker ti je vse prinešeno. Tako. Jaz sem pa probal izume delati in recimo takrat, ko sem imel te predstave lutkovne, nisem hotel dati samo predstavo, ampak sem hotel dati tudi kakšno reč, ki jo recimo takrat otroci pri nas nismo dobili. In to je recimo ena takih stvari bila Čigumi. Mi smo ga videli v filmskih predstavah, da bi ga pa imeli, da bi ga lahko, tega pa ni bilo. No in mi z mojima sem šel nabirati, najprej smo nabrali smrekovo smolo, potem sem jaz doma v eni ponvi dodal malo masla, pač stalil, dal noter sladkor, tisti sladkor karameliziral in v tisti še kaj dodal, ampak pol na koncu sem pa dodal še smrekovo smolo in moko in potem počakal, da se shladi, zvalil, tako kot mama vala za piškote in narezal ploščice. Irena, moja nečakinja, je pa spravljala ene srebrne papirčke, se spomnim od bombonov, in v tiste papirčke smo pa zavili to in smo mi otrokom to dali pred začetkom. Ampak se spomnim, da že naslednji dan, da so me vse mame lovile po mostah. In to zato, ker otrokom zvečer niso mogli spucati zob. Ker je bilo vse povsod, prelepljen verjetno. Pač otroci smo bili, ampak to je bila zanimiva izkušnja. Mislim, vsi so bili vedno, vsi so vse vedeli. Povsod, kamor si prišel, si bil dobrodošel. In mislim, to je zame žirovnica bila. Moji prijatelji, pa tisti sošolci, pa tako naprej, če si kemu prišel, so te nahranili tako, kot svojega otroka. Kot da si njihov, ne? Tako in se mi zdi, da je to bil pač en drugačen čas, no. Ki se ga pravzaprav na en tak način, kad bi gledal enega Gasparijeve slike zdajle. Pri 14 letih, ste potem prvič 15 prav nastopili s kitaro pred mikrofonom, tako zares. Na festivalu, ali kako je bilo? Ne. Radio Slovenija je imela Pokaži, kaj znaš, oddajo in so oni objavili to nekje, ne vem kje, ampak jaz sem se na tisto javil in sem potem dobil dopisnico naslovljeno na tovariš Aleksandr Mežnik. In vem, da sem jim odpisal, pa so oni potem me povabili, da pridem na oddajo in mislim, zame je bilo to nekaj. Jaz sem napisal mojo prvo pesem takrat in sem se zaradi tega prijavil na oddajo. Nisem želel ene druge pesmi peti, ampak svojo pa ja. In sem bil sprejet in mi je bilo izredno zanimivo, zato ker sem bil prvič pred mikrofonom, prvič sem bil na radiju, prvič pred publiko, prvič v taki situaciji in mi je bilo luštno. A pa bi lahko rekli, da je bil takrat mogoče en tak ključni trenutek, ko ste se mogoče majčkeno že zavedali, da pa glasba vendarle ne bo samo hobi? Ne.
meni se je to dogajalo kar tako po malem skozi. Že v Radovljici, ko sem se naučil nekaj igrati po klavirju, recimo, je pod nami, mi smo bili v prvem nadstropju, je živela ena gospa, ki sem jo srečeval, kadar je pospravljala stopnišče. In če me je srečala, je vedela, da slišala me je, da jaz igram, in je rekla, veš, kako se mi dva zmenila. Ko bom jaz hotela, da ti zaigraš, ti bom potrkala na strop in ti začni igrati. Se pravi, jaz sem skozi dobival nekoga, ki mi je dajal možnosti oziroma pokazal in interese. Meni je bil interes tisti, ki je bil zanimiv. In to se mi je skozi dogajalo, da nekaj sem nekje naredil in kar na lepem sem dobil nekaj nazaj. Naprimer, po 15. letu sem enkrat šel na morje, ne morem točno vedeti, kje je Umag, nekje v Istri, in sem srečal eno skupinco mladine iz Zagreba. In sem jih zabaval, pač imel sem kitaro, sem jim prepeval in tako naprej, sem se naučil par hrvaških tudi, in je bila tam eno dekle, ime je bilo Nela, in je rekla, glej, moj oče je pa na radiju Zagreb, doktor Horak imel je eno jazz zadevo in je rekla, daj, mi vabimo en angleški studio, da pride z mobilnim studijem k nam in da bo po Jugoslaviji snemal vaško etno glasbo. No? In rekla, če prideš v Zagreb, se bomo zmenili, pa bo šel v njihov studio in posnel 3 komade. Mislim, to je bilo za mene takrat, jaz drugače še tistega iz radija nisem dobil, zato ker pač radio je to zadržal zase, jaz tudi ne bi mogel, nisem imel nobenega načina, kako to predvajati. In sem šel v Zagreb in so me res peljali v ta studio, angleški, in sem posnel Krila, to mojo prvo pesem, ki sem jo, da pokaže, kaj znaš, ampak potem sem posnel Blowing in the Wind od Boba Dylana in glede na to, da je bilo to leto 67 in takrat je Bob Dylan komaj postajal znan v Angliji, so oni popolnoma jih je obrnili, ker so prišli v Jugoslavijo, najdel enega najstnika, ki že poje Boba Dylana in so rekli, pa kako ti moraš to znati, kako ti veš, odkot si to. In jaz sem slučajno, k moji mami so hodili ena družina sicer iz Amerike, iz Kalifornije, ampak so živeli v Avstriji, tam čez mejo, v Salzburgu in so prihajali na obisk in so bili pri nas doma in jaz sem jim včasih naročil, da mi prinesejo kakšno ploščo iz Amerike, ker so hodili tja nazaj. In so mi res nosili Elo Fitzgerald, recimo sem dobil, pač vse tisto, kar sem si želel, Everly Brothers, pa tako naprej. Če se ne moram vse spomniti zdaj, ampak za mene je bilo to čisto, jaz, ko sem dobil Boba Dylana, prva reč je bila, da sem se naučil eno pesem in sem jo uporabil na tak način in ko sem to naredil, so oni rekli, ti moraš z nami iti v Anglijo. In se je spet kar odpiralo, ja, ne? In sem rekel, ne morem, jaz moram maturo narediti najmanj, pa v vojsko moram iti, ne morem prej iti iz države. In so rekli, mi bomo še prišli in ti bomo naprej pisali, in če boš takrat lahko, bomo veseli, če greš z nami. In mi imamo studio, lahko sediš tam in delaš in snemaš in karkoli, ti bomo vse zrihtali. In ko sem res maturo naredil, vojsko dal skozi in delal v Metalki v Ljubljani, sem dobil, in to sicer tam, kaj zdajle BTC, je bila Metalka, skladišča so bila, jaz sem imel metalurško srednjo šolo in sem potem tam delal kot komisionar, oziroma imel sem eno ekipo ljudi, ki so nalagali izdelke na kamione. No in moj direktor je pa takrat bil ravno izbran, tako po enih 6 mesecih, ki je taga izbran za zunanjega direktorja Metalke.
In je hotel, da jaz grem z njim. Zaradi tega, ker sem zelo dobro govoril angleško in je on želel, da me zaradi tega v bistvu vzame s seboj. In sem mu zelo s težkim srcem povedal, ker so mi takrat napisali, da pač pridejo v Slovenijo oziroma v Jugoslavijo in da bi radi videli, da grem z njimi. In sem mu rekel, da imam zdaj eno priložnost, ki jo verjetno jo ne bom drugič dobil. To je ena možnost. In je rekel, gledaj, jaz bi tudi čul, če bi bil na tvojem mestu. Rekel, ampak ti bom jaz dal 1 leto, če prideš v 1 letu nazaj, imaš službo. Mislim, to je bilo tisto, kar je recimo bilo izredno težko takrat dobiti. Sploh nekomu, ki je ravno prišel iz prva služba, ki jo je dobil. Jaz sem lahko brez skrbi odšel v Anglijo in sem rekel, če mi nič ne rata v 1 letu, bom prišel nazaj, pa bom šel nazaj v službo. Še vedno imam službo. Ne? Ja. Kako je pa recimo mama sprejemala ali pa kako je ona doživljala te, bom rekla, te možnosti, ki so se kar odpirale, ker zdaj, če spet mečkam projiciram na zdajšnje čase, a ne, da bi danes nekdo na plaži mlademu fantu s kitaro rekel, daj pridi v Zagreb, bo. Že imajo tako, ne. To že danes res noben ne bi. A ne, takrat verjetno nihče ni pomislil, da je pa lahko gre kaj narobe ali pa da to morda vendarle ni slučajno, temu ne. tako. Jaz sem šel ob cesto štopov v Zagreb takrat. Mislim, da sem prišel do tja. Moja mama je bila, kako bi rekel, zelo svetovljanska. No, del naše družine v Avstriji, oziroma od njene mame sestra se je poročila v Avstrijo. Slovencem, so Slovenci, govorijo slovensko in vse. In moja mama je stalno hodila tja in so tudi potovali veliko. Drugo je pa, da je glede na to, da je rojena 1909, se ne živi več, ampak je delala srednjo šolo v Ljubljani in sicer šiviljsko in krojaško srednjo šolo. Tako da je imela, ona je potem kreirala pač obleke za celo življenje šivala. Ampak so jo pa vabili povsod po svetu. Ona je hodila tudi ne vem, imela je prijatelje nekaj povezane s cerkvijo, ki so jo prišli obiskat in so imeli velike družine in so jo peljali s seboj na Švedsko recimo in je ostala tam kakšne par tednov in pošila vse, prišla nazaj. Tako da, ko sem jaz odhajal, jaz sem prišel nazaj, ko je oče umrl. In sem se odločil, da bom ostal doma in šel nazaj v službo v Metalko in skrbel za mamo. Mama je ostala sama. In mi je moja mama rekla, da ne delam tega, da ne grem nazaj, da imam možnosti, da ne jih izkoristim. Mislim, ni bilo. Moja mama je bila genialna v tem, da me ni vezala v smislu tega, da bi rekla, zdaj bom pa jaz sama ali pa kaj pa bom naredila, če bom bolna, kdo pa bom meni pomagal. Mislim, vse tisto, kar starši imajo vso pravico, da rečejo otroku, recimo. Ona me je rekla, ne skrb zame, jaz imam delo, meni prihajajo stalno, pejt pa probaj nekaj. Tako da, to je bilo res nekaj izredno pomemben je bilo to zame, da sem imel ta zaslon. Prvič mamo, pa šefa mojega. Tako, da je bila neka varnost, sigurnost, vendarle, ne? Kdaj se pa potem vseeno konča zgodba v Metalki? Zelo zanimiva zgodba drugače. Z mano je danes nekdo, ki me je pripeljal, Jan Novak, ki je sicer magister slikarstva in ga jaz že nekaj let podpiram. Jaz sem ob 20. obletnici Slovenije sem za Nedelo delal eno prilogo Podarjeno srcu. To je bilo povezano s ploščo, ki sem jo takrat
91, ki je pač bila izdana takrat. Smo jo na novo zmiksali in sem po šolah imel delavnice in sicer sem želel, da tista generacija, ki je zrasla v zadnjih 20 letih, se pravi od 0 do 20, da proba slikati pesmi, ki sem jih jaz napisal. In sem jaz prišel, recimo, mislim, da sem enih 30 šol obiskal po Sloveniji in so zbrali tiste, ki so znali slikati, risati, karkoli, in sem jim pesem predvajal, zapel tudi in sem jim potem dal 1 uro, da mi naslikajo. In so mi naslikali okoli 300 slik, neverjetnih, ki so potem izšle kot priloga nedela. No, ta fant Jan Novak je bil na Jesenicah, star 17 let in je so mi ga vsi hvalili, so rekli, ta fant je pa tako talentiran, pa tako dober slika, pa no, in je bil res en tak posebnež, zelene lase imel, pa ko sem prišel v razred, je zagrabil mizo, pa stal in šel čisto en konc, čist poseben je bil. In, no, kar in danes lahko potrdim, da ni več tako, ne? Ni prišel zeleno frizuro. Tako je, ja. No in kaj se je zgodilo, jaz ko sem na koncu šel okoli, da pogledam vse slike, fotografiram in tako naprej, pridem do njegove in je bila čist mim. Mislim, tako mim, da sem rekel, sem rekel, glej, meni so vsi govorili, kaj lahko pričakujem od tebe. Sem rekel, sem tole, kaj si pa mislil, kaj si to delal? In je rekel, tako en cajt gleda, razmišljal prav. Jaz sem sam prišel 1 uro zabušati. Ne rabim biti pri pouku. Je rekel, drugače pa delam, pa telefon najde, pa mi je začel kazati slike, ki jih on dela. Sem rekel, pa to ni možno, zakaj si pa tako, zakaj pa Klenis angažiral mečkam bolj. In potem sem rekel, kje si pa doma? Je rekel, ja, v Tržiču oziroma tam v eni vasi čist dol, v eni Kotanji not. In sem rekel, lej, če imaš možnost, da do danes zvečer prideš in mi prineseš nekaj, eno sliko, en izdelek, te bom mogoče dal v izbor vsega tega. No in zvečer ga oče pa mama pripeljeta in mi prinese eno sliko tako zavito, jaz tisto odgrnem. Sem en čas mogel samo sedeti in gledati. Sem rekel, to ni možno, tole je preveč dober. Sem rekel, tole je preveč dober, ne moram uporabljati, zaradi tega, ker oni so imeli 1 uro, ti smo jo cel popoldne zdaj in si mi res naredil nekaj. In je rekel, v redu, se ni problem. In posta me oče pa mama povabila, da pridem naslednji vikend k njim domov. No in jaz pridem tja in se pogovarjam, tam na vrtu sedimo, se pogovarjamo in pride njegova stara mama ven. In prav, pride k meni pa prav, jaz imam pa eno vizitko v mojem predalu s tvojim imenom gor. Sem rekel, kakšno vizitko z mojo, jaz še nikoli nisem bil tukaj, kako imate vi mojo vizitko? Je rekla, ja, moj mož je delal v Metalki. Sem rekel, ja, jaz tudi. Jaz je tam od Metalke znakec gor. Sem rekel, a res? In sem rekel, ja, kje pa je? Sem rekel, sem se spomnil njegovega imena, ime mu je bilo Vasja Novak, in sem rekel, a govorite o Vasji Novaku? Je rekla, ja, to je moj mož. In sem rekel, kje pa je? Jaz sem že, ko sem imel takele pogovore prej s časopisi, sem jaz vedno to zgodbico povedal, zato ker sem se želel njemu zahvaliti. Enkrat sem rekel, ga bom povabil na kavo, da se mu zahvalim, da mi je dal to možnost. In je rekla, njega pa ni več. Sem rekel, ja, kako pa to, da si bil mlajši, mislim, mlad človek bi še bil. In je rekla, njega so pa ustrelili. Sem rekel, kdo pa ga je ustrelil? Je rekla, ja, policija.
rekel, kaj pa se je to zgodilo? Je rekla, da je nekje, on je imel tukaj v Ljubljani eno hišo in tam je imel stanovalce tudi in eno noč se je začela ena zdraha po noči in je nekdo poklical policijo, zato ker niso vedeli, za kva gre. In on je tudi slišal nekaj, ampak se ni ne vem kva odzival. In pa pride policija in začne po vseh vratih točiti, da vsi pridejo ven, da bojo videli, ker enega so vropali. Baje. No in on pa ni vedel, zakaj se gre. Mislim, noben mu ni nič rekel, ampak samo zasliš bum, 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 bum na vrata. In je imel tam na eni omarici eno plastično pištolo. In je odprl vrata s pištolo v roki in so ga samo ustrelili. In jaz nisem mogel verjeti. Sem rekel, pa to ni možno. Ampak sem prišel nazaj do njegovega vnuka, no, ki je zdaj pri meni z njegovo ženo in tam malim Jakobom, 6 mesecev starim. Mislim, zato še enkrat potrjujem tisto, kar sem na začetku rekla, pač z neverjetno zgodbo. Tako, ne moreš take zgodbe, ne moreš napisati, se jo ne moreš zmisliti, no enostavno, a se zgodi ali pa se ne zgodi. Kljub temu, da ste imeli veliko domišljije v mladosti z izumi in tako naprej, bi pa tukaj res, tako kot sva rekla, res mogel biti en zelo, zelo dober scenarist, oziroma da to je resnična zgodba in da so vas dejansko življenjske poti vozile ali nazaj v neke takšne situacije in v bistvu verjetno na nek način ta povezava, ki jo zdaj sicer z vnukom imate, ampak... Mislim, tisto, kar sem jaz ustvaril si v Londonu, še vedno obstaja. Vsi moji prijatelji od prvega do zadnjega so tam. Mislim, Angleži. Jaz lahko grem, kadar želim nazaj tja. Tako da meni je Anglija izredno veliko dala. Te izkušnje so neprecenljive, bi lahko rekel. In se pa z popolnoma drugim pričakovanjem, seveda sem se pa vrnil zdaj nazaj domov. Ampak to samo zato, ker jaz pravzaprav doma nisem nikoli zapustil. Jaz sem šel prav zaradi teh ljudi, ki sem jih zdaj našteval, ker so mi dali to podporo in so tukaj doma. In tisti, ki sem z njimi igral odbojko ali pa imel olimpijske igre v Žirovnici, to so moji sošolci, pa tisti, ki jih še vedno srečujem. In meni je to zdaj po teh letih, ko pač si dal eno celo življenje z vsemi možnimi dogodki in stvarmi, ki si jih doživel, in jaz sem v Angliji zaslužil pokojnino, v bistvu pač socialno tako pokojnino, kot sem jo plačeval, in se zdaj tako z velikim veseljem prišel nazaj v našo domačo hišo, zaradi tega, ker jaz tam sebe vidim, ko sem bil star, ne vem, 7 let, 8 let, 9 let, pa tako naprej. Da se obudi spet ta nostalgija na nek način. Meni se zdi, da se življenje vrti v krogih, zaradi tega, ker tudi če narediš ne vem kako velik krog, nekje, recimo tako, ko sem ta krog naredil, da sem prišel nazaj do mojega šefa v Metalki, pa sem ga želel videti, iskal sem ga, objavljal sem stvari samo zato, da bi me on poklical, pa nisem nikoli dobil kontakta, dokler se nisem pojavil. Točno to. Mečkam se bova seveda dotaknila še Londona, življenja tam. Fant pri 15 letih, ko je prvič pel in stal s kitaro v roki pred mikrofonom, dvomim, da si je takrat upal sanjati tako velike sanje, da bo nekoč osebno poznal tako velika imena, sodeloval z njimi. Mislim, za mene, jaz niti nisem imel nobenih posebnih želja, da bi ne vem koga vse srečal. Jaz sem bolj užival v načinu, kako je bilo tam zelo enostavno recimo biti glasbenik, pa pisati. Da ste vsi, nekako si bil kar mojih let, tisti, ki so bili mojih let, ki so začenjali kariere, jaz sem bil takrat star 20, recimo
takrat si tudi v Londonu, to je mladina, ki začenja, ki pridejo iz fakultet, pa tako naprej, ki se tam najdejo in začenjajo z bendi ali pa solo kariere. Ampak zelo zanimivo, kako hitro najdeš te skupince, kjer te vsi sprejmejo, samo da znaš nekaj odšpilati, pa si že zraven. In ti vsi želijo pomagati. Takrat bom rekel tako, da jaz sem imel izredno srečo zaradi tega, ker sem bil nekaj posebenega v Angliji. Ker oni niso, takrat jih je zelo interesiralo, kaj se dogaja za železno zaveso in niso nikogar imeli tam. Jaz sem pa precej dobro govoril angleško in so me zato, mene so takoj porabili po šolah, po fakultetah, da sem prišel debatirati. In potem kaj zapel in na koncu sem začel peti, pa koncerte delati, pa debatirati, pa mislim vse to. In mi je bilo interesantno, jaz sem govoril o realnosti tukaj v Sloveniji. Oni so imeli ene svoje slike, kako je pri nas. In so tudi, recimo, meni je bilo malo tako žalostno, da so imeli ljudi, ki so potovali v Jugoslavijo, ki so delali fotografije ali pa slide-shove na poti recimo iz Slovenije v Makedonijo in so tam nekje v eni vasi bili pri enih doma, ki so imeli stranišče zunaj, vode ne, elektrike komaj in pa so take stvari opisovali študentom, recimo, jaz sem to na Cambridge fakulteti doživel, da je nekdo prišel, da je mene povabil, ker sem bil avtentično Jugoslovan, ampak on je pa dal eno sliko Jugoslavije, ki jaz nisem poznal. In sem jim, na srečo sem jaz takrat v Londonu so imeli eno agencijo, ki se je imenovala Thompson Holidays in oni so vsako leto v trgovini dali si lahko izbral en katalog za ston, da si pogledal, kam lahko potuješ poleti na počitnice. No in tam na koncu je bila Jugoslavija in od Jugoslavije so bili Dubrovnik, Split, mislim taka mesta, pa Slovenija, pa Bled in Bohinj. In so bile slikce in opis in vse. No in ko sem delal tisto na Cambridgeu in se mi je zdelo tako malo poceni, da je tako na tak predstavljeno, ne? Jugoslavija predstavljena na tak način. Sem jaz, ko sem odšpilal moj komad, sem rekel, no jaz bi vam pa povedal, odkot jaz prihajam. Sem rekel, nimam tlele nobenih svojih slik, ampak lahko greste v Thompson Holidays, tam na strani ne vem koliko, boste videli so slike enega mestka, ki se imenuje Bled, Bohinj, jaz sem 2 kilometra stran od tam. In sem jim na tak način, in so bili pa zelo interesirani, da se z mano dobijo, da se z mano pogovarjajo. Bolj kot z njim, ki jim je govoril, kako ljudje tam, mislim, ker jaz se spomnim, mi smo ravno tako, jaz sem živel v hiši, ki je imela stranišče na Štrbunk, to se je včasih temu rekli in si mogel jeti po enem, to ni bilo vode v hiši, voda je bila zunaj, je bila studenčnica, si imel, zame je bilo to normalen, jaz ne vem, mi smo pač vodo prinesli noter, pa preverjali, pa karkoli, ampak mi za starše je bilo to drugače. Otroci smo se pa zelo hitro navadili sistema, kako stvari tečejo in meni je bilo lepše to, kar sem prej govoril, da smo bili sosedje, prijatelji, da smo bili skupaj, da je eden za drugega vedel, da se lahko kamorkoli šel in reči, a mi pomagate tole in so vsi prišli. Ni bilo hiše v Mostah, da ne bi, recimo, če se je začela delati, včasih se je delala to kakšno leto, 2, 3, 4, ne vem, da ne bi sosedje prišli pomagati. Se ne spomnim. In to je bilo, so mizo tako naredili, da je bila za cel vrt. Ta povezanost, ne? Ja, povezanost popolnoma drugačna. In ti si pol poslušal tam za temi mizami, si poslušal zgodbe. Nisi gledal televizijo. Ampak eden je nekaj povedal, kako je nek bil, pa kako je nekoga srečal. In to se je dogajalo skozi. A ste v času
ali pa bom rekla tako, ste v Londonu kdaj pogrešali to domačnost? Po pravici povedano, da bi recimo tisto, kar nekateri pravijo, da sem... Da. Jaz nisem delal iz nostalgije. Tudi Sivo pot nisem napisal iz nostalgije, ali pa tu sem doma, recimo to, kar delam, jaz to delam zato, ker mi je to dragoceno to. Se pravi, zavedam se, koliko je to lepo. Mislim, če rečem skoraj raje si ti Gorenjska, to že pomeni, da sem že povedal, kaj jaz mislim o Gorenjski, pa vsem tistem, o ljudeh, o krajih, o življenju tukaj. Pesmi so nastajale na nek način kot vaš dnevnik. Tako je. A ne? To ste tudi večkrat že povedali. Ja, jaz se nisem zmišljal tekstov, v smislu tega, da bi rekel, no zdaj moram pa napisati eno lepo ljubezensko pesem. Meni se zmeraj moglo nekaj zgoditi, da sem imel praktično eno krizo, lahko tudi, ali pa da sem bil toliko vesel, da sem bil toliko, da se mi je toliko vse poklopil, da bi kar uriskal. Se pravi, gre lahko tudi v pozitivo, ni nujno, da mora kantavtor trpeti, da lahko dobro napiše. Ne, kantavtor mora trpeti, da lahko dobro napiše, ampak ne sme ga pa to podreti. Mislim, ti prav s tem, ko nekaj napišeš, pa nekaj iz sebe daš, potem si to na en način preproduciral. Prežvečil si ga. Tako kot dejansko gre pri pisanju dnevnika. Ko zvečer daš neke misli, to stran, niso več samo tvoje. Ja. In tudi sebi si pomagal, da si premislil, kje je zdaj poanta vsega tega, kar se je zgodilo. In pa vsaka stvar ni več toliko tragična, ali pa ko si vesel, si res lahko vesel. Jaz ne vem, mislim, meni je to še vedno vodilo, zato ker imam, to se mi zdi najbolj pristno. No? Sivo pot ste omenili, seveda ne morem mimo tega, da jo ne tudi danes omeniva. Mislim, ni po mojem nobene zabave, kjer se siva pot ne bi zapela. Še vedno mi je lepo videti mlade fante, ki v poletnih mesecih na plaži s kitaro v roki morda tudi usvajajo kakšne punce, ker so se naučili sivo pot in tako. Vem, da so vas to že 1000-krat vprašali, ampak kakšen v vas noter občutek dejansko mora biti, ko pogledate vse to, ko slišite pesem marsikje in si rečete, vse to je moje. Ja, mislim, ne rečem si, da je to moje, ker se ni čist moje, ampak sem pa verjetno povedal nekaj, kar nekako vsi podzavestno čutimo. Se pravi, da ni potreben velik, da ti rečeš, to je pa res. To je pa res. Mislim, da se zaveš, da je nekako tako, da imamo eno zemljo staro, neizprosno, ampak da jo imamo vsi zelo radi. In posebna zgodba je tudi za Julijo? Ja, no, Julija je, to je tudi seveda eno doživetje, na katerega sem pač moral odgovoriti življenjsko, ne samo tako malo površno, recimo. Ne. Jaz sem takrat, ko sem prihajal domov, sem prihajal iz Londona, da sem delal koncerte pa tako naprej, ampak sem vedno šel nazaj. Ko sem izdajal ploščo, nisem nikoli delal turneje, jaz sem ploščo izdal, pa sem se povrnil. Jaz sem moral to narediti. Ampak imel sem eno majhno ekipco ljudi, ki so mi vedno tukaj pomagali, če je bilo treba, da jih pokličem, da če sem imel kakšne 2-3 možnosti za koncerte, sem jih poklical in sem rekel, bi lahko to naredili. In to je bil en moj prijatelj Dare Stojan, ki je imel ozvočenje, pa njegova sestra Bernarda, ki je prevzela moj fan club, se pravi, odpisovala je na tiste, ki so meni pisali. No in ko sem pač šel nazaj v London, se je to vse odvijalo.
No, seveda, jaz sem tam imel pa drugo življenje. Ne? In sem že par let hodil z eno mojo bodočo soprogo iz Kalifornije, in ko sem recimo tam konc 70-ih nekje prišel na eno turnejo, sem jo s seboj pripeljal. In brez da bi jaz karkoli vedel, je ta deklica Bernarda, ki je zame delala, doživela en šok. In jaz sem takrat zavedel, da ti lahko da bi v bistvu mogel kaj povedati ali karkoli, da ne bi bilo tako hudo, ampak ona je res doživela in imela občutek, da je zdaj nekaj izgubila. In kar na lepem jo nikjer nismo najdli. 2-3 dni smo jo iskali okoli po Ljubljani. In njen brat me je klical, rekel, aj pri tebi? Sem rekel, ne vem, kje je. In sem prišel v Ljubljano in smo jo tukaj okoli iskali in smo jo najdli v Trnovem. Tam je imela eno stanovanje, drugače zelo blizu, in smo jo ob Ljubljanci najdli, vso objokano. Zdajle se to sliši tako tragično, ampak ni, ona se je poročila, pa ima otroke, pa smo prijatelja, pa tako naprej. Ampak v tistem trenutku je pa to verjetno taka kriza, ki misliš, da jo ne boš preživel. Da sploh, če je to še neka takšna prikrita ljubezen, ki je mogoče enostranska in si kakorkoli. No, in ta pesem Julija je nastala iz tega in je v bistvu bilo moje opravičilo. No. Ravno to, sem prebrala oziroma poslušala v enem od intervjujev, kjer ste opisali to zgodbo, in moja prva misel ob tem, ko sem to poslušala, je bilo, da nekdo, ki nima dovolj močno razvite empatije do sočloveka, ne bi kaj takšnega nikoli naredil. Ja, verjetno. Pa se mi zdi, da je ta empatija do sočloveka nasplošno, ne zdaj samo v tej zgodbi, ampak tako, da je to eno vaše zelo pomembno vodilo skozi življenje bilo. Ja, jaz sem se zavedal, moja mama je imela to do ljudi. Recimo nikoli nekaj, kar je bila ona fenomen, ona ni nikoli, ona je vedno pustila, da ji ljudje povedo tisto, kar so želeli povedati, ampak nikoli ni dajala svojega mnenja. In nikoli nisem slišal, da bi ona kdaj komu povedala nekaj, kar je slišala nekje drugje. In to je bilo zame zelo pomembno, tudi v Angliji zelo pomembno, zaradi tega, ker ti moraš biti, Angleži so pa zelo dosledni in moraš pokazati, da imaš ene vrste en karakter in da razumeš pravila igre. Ja, tudi da znaš zadržati določene stvari, da nisi čist neotesan, tako naprej. No. Nikoli pa, kljub temu, da tako kot sva prej rekla, sodelovali ste z res velikimi imeni, nikoli niste pa postali nevažni, prevzetni morda zaradi tega. Meni se je to zdelo tako odveč, da bi se delal nekaj, ker se lahko, ampak jaz sem videl te ljudi, ki sem jih srečeval, recimo tudi Cliff Richard, pa Rick Wakeman, pa Jerry Lee Lewis, pa tako naprej. To so tako običajni, navadni ljudje. Mislim, nobeden od njih se ne dela nič posebenega. Mislim, ko si z njimi, so normalni, tako kot vsak, ne vem, in se lahko pogovarjaš stvari, če si iskren, pa tako naprej, pa in ni potreben, jaz ne vem, jaz si nisem nikoli želel, da bi imel ne vem kakšno, da bi bil ne vem kako popularen. Meni popularnost ne pomeni veliko. Zaradi tega, ker to ni razlog za to, da te ljudje poslušajo. Razlog mora biti nekje drugje. No? Tako da, in se mi zdi, da te to lahko samo obremeni v karieri, da recimo, če si, da si lahko zelo prizadet, ker se določene stvari ne zgodijo tako, kot si ti predstavljaš. In če si, recimo, če imaš občutek, da nekam spadaš in da kar na lepem
tam ne dobiš prostora, se ti pa zdi kar malo za malo, ampak jaz tega nisem nikoli tako razmišljal. No. In sem vedno, jaz še zdaj uživam. Jaz rad uživam v tem, kar počenjam. In zdaj recimo, mene zdaj super, ker imam vsako leto vsaj en koncert zagarantiran in to je v Vrbi pred Prešernovo hišo, ne moreš imeti boljšega placa. Ampak imam pač tudi druge stvari in mi je jaz sem zelo, zelo počaščen, da lahko vabim prijatelje take, ki so, oziroma kolege, bom rekel, glasbene, take Tomi Meglič, pa Hamo, pa Gušti, pa skupine Murphy, pa Mašarik. Mislim, da delam s temi novimi generacijami, kar prihajajo. Letos bom delal z Galom Đurinom. Projekt, ne? In zdaj je mogoče ta prav čas, tole sem prinesel, tole bo zdaj išlo in bomo delali Žironška kureta. Hvala lepa, ta je zame. Ja. Hvala. Kureta je dvokolesnik, ki ga v polje, za seno ali pa mogoče zelenate glave ali karkoli lahko prineseš domov. Za pobirati, ne? Sem jo pa povezal z velikim vozom, z ozvezdjem, zaradi tega, ker to ozvezdje kroži nad stolom, nad karavankami. In v tej pesmi eni sem napisal, kater dan sem 1. marca točno, in to sem v eni pesmi napisal, da sem pogledal, kaj gor na 1. marca noč, pol lune je svetil, in sem zagledal veliki voz s ročajem direktno na vrhu stola. In to se vsak 1. marc lahko tam enkrat, dan, dva, vedno to. Prav sem napisal zemljepisno oziroma geografski položaj. In evo, ste mi tudi odgovorili na vprašanje, koliko so tudi karavanke veliko dale, ne? Ja, no, se to. Mislim, karavanke, jaz sem imel okno naše kuhinje oziroma dnevnega prostora oprto direktno v stol. Se pravi, pred mano ni bilo nič drugega kot samo še hrib. Ogromen. In sem gledal, jaz sem moje šolske naloge pisal tam pred oknom, gledal hrib in se pravi, ga poznam v vseh možnih vremenskih pogojih. Ki se bliska, ki je veter, mi imamo tam zelo hud veter. Ki je vse črno, ki je vse zasnežen, ki je lep dan, mislim, to so tiste slike, no, ki jih jaz nosim s seboj. In kot otroku je bilo pa še nekaj drugega, ki če imaš tak hrib pred sabo, 2000, ne vem koliko, 200 metrov, koliko je že tisti visok, jaz sem vedno želel videti, kaj je tam odzad, kaj je na uni strani. Vedno sem želel, sem rekel, kako zato sem verjetno napisal tudi Krila, ker sem želel iti čez, ne? Jaz sem hotel iti nekam čez, tam, ja, malo pogledati. Potem je pa vseeno v vašem življenju prišla tudi ena, verjetno ji lahko rečeva, velika preizkušnja oziroma situacija, ko pa je bilo treba verjetno majčkeno drugače zbrati pogum, pa ne vse verjetno čisto prepustiti na ključju. Govorim o bolezni. Ja. Tole je povezano s tem. Namreč tole ni svež izdelek. Prvič to ploščo sem napisal pred 20 leti in smo jo v Žirovnici na bivšem skednju pred Čopovo hišo. Se pravi, Čopov skedenj je to bil, zdaj so ga podarili, nažalost, pred nekaj leti. In tam po skednjih so včasih v Žirovnici so imeli predstave, gledališke, govorim. Divji lovec, recimo Miklova Zala, pa take zgodbe so prikazali na skednju. In mi smo ta koncert naredili na skednju,
z skupino Hiša pa Etnodilija kvartet, je bil en godalni kvartet. Kar je bilo pa še najbolj zanimivo, je, da sem imel dramske igralce, ki so te moje pesmi recitirali. Tako je Milena Zupančič, pa Pavle Ravnohrib, pa še nekaj drugih. In glasbeno, te recitacije pa glasbeno podprla Mira Omrzel, Truta Mora Slovenika, z slovensko etno glasbo. No, jaz sem takrat prišel domov, da tisto ploščo nekako otvorim, in jaz sem takrat imel občutek, da se zna zgodi, da je to moja zadnja izdaja. Ker sem že vedel, oziroma vedel sem, da se nekaj dogaja, rekli so mi, da moram nujno priti nazaj na preiskave in tako naprej, in sem že imel občutek, da ena od možnosti, ki je bila, je bil rak na črevesju, in ko sem se vrnil, seveda so ga odkrili, in ne samo to, so mi dali približno 6 mesecev življenja, če nič ne bi naredil, če bi pustil, da se razvija do konca. In sem takrat rekel, zdajle, mene so take stvari ne prestrašile, ampak so me zanimale. Jaz sem si rekel, no, zdajle bom pa videl, jaz sem že toliko stvari prebral o raku, pa o tem, kako ljudje to prenašajo, oziroma kakšne so težave s tem, kaj imaš. To sem vse že prebral prej iz čistega interesa, pa zato, ker so drugače eni v moji familiji tudi že so imeli raka. No, in sem si rekel, no, zdaj bom pa videl, zdaj se bom pa lahko pogovarjal s tistimi, ki so mogoče to, ki imajo to bolezen. Bom vsaj vedel, kaj to je. Jaz sem rekel, ne vem, kaj je kemoterapija, ne vem, kaj je obsevanje, ne vem, kaj je. Mislim, vse to sem pač moral dati skozi. In sem mislil, da čisto lahko se zgodi, da bo tista plošča oziroma tista izdaja moja zadnja. No, in lani sem imel s Severo pa z Galom koncert v Vrbi, in sem Galu predlagal, da bi sem potem seveda zaradi tega, ker ta plošča je bila samo enkrat predstavljena na Skednju, in sem potem jaz zginil za 3-4 leta, meni bilo, sem pač prenašal vse tisto, kar je bilo potrebno, in je ostala brez reklame, oziroma podpore, brez podpore, in sem tako vsakih toliko časa sem kakšno pesem izbral, pa jo ponovno obnovil, in sem Galo Đurinu prinesel, oziroma poslal par komadov, sem rekel, no, glede na to, da že dolgo nisem teh komadov izvajal, dajmo probati par tega. In je on je pa tak entuzijast, da ko mu je nekaj všeč, gre on 100% v to, in mi se še niso tako dobro poznala, ampak takrat poznala sva se, ampak nisem vedel še točen, kje je. In čez približno 1 teden ali pa 2 mi je pa poslal perfektno posneto glasbeno podlago za pesem v Žirovnici, in sem rekel, pa to je nemogoče, ti zdaj naredil en posnetek, ki ga je zdaj kar škoda, da si toliko časa, in rekel, to ni problem, in rekel, da mi dva morava celo ploščo narediti. In ponovno, jaz se ne bi tega lotil sam, če mi ne bi nekdo prišel in rekel, lej, tole pa moraš narediti, tole pa treba narediti. In je zdaj naredil, res on je genijalc glede, mislim, kako on glasbeno ustvarja, tudi kako on interpretira določene stvari. In je res osvežil na novo in naredil na novo pogledal, in to bomo letos 5. julija, če bo vreme, pred Prešernovo hišo na Travanku tam izvedli. In da dobi novo podporo v drugačni preobleki. Tako, ja, zdaj za mene je to tako, kot da bi se na novo rodila tale plošča. No. Verjamem. Tudi verjetno zaradi izkušnje teh 3 let, ki so za vami. Ja. Če bi vseeno probala izluščati ven
ne bom rekla nekaj dobrega, ampak kaj bi rekli, da vas pa je bolezen mogoče naučila, če lahko sploh uporabim ta izraz? Veliko stvari. Mislim, eno stvar, ki sem se jo naučil, je kako dobiti pomoč v bolnici, ker to je običajno zelo težko. In sem videl tam primere, ki si takoj videl, da to ne bo štimal. Mislim, eni ljudje pridejo v bolnico, kot bi prišli v hotel. Pač vejo, da bojo postreženi, vejo, da bojo in pa pustijo to in pa se pa še pritožujejo recimo nad določenimi stvarmi. Ti si v bolnici, ti moraš biti nekako, ti bi moral biti, ti bi mogel pomagati. Se pravi, se vem, da ne moreš, če moraš ležati in moraš se priklopljen na vse stvari, ampak če te pridejo, da bo pomagaj, roko lahko malo premakneš, nogo lahko malo premakneš, da si olajšaš nekomu. Če si pa še tako nedostopen zraven, govorim zdaj, tisti, ki se največ s tabo ukvarjajo, so medicinske sestre in tisti, ki te pridejo obiskat. Kirurgi pa oni, ki delajo s tabo, pridejo enkrat na dan te pogleda. Vizita verjetno in to je to, ne? Ja, in oni so lahko prijazni, kakor hočeš, ampak ti moraš biti prijazen do njih čist osnovnih. In to sem se naučil, sem rekel, da je zelo pametno biti, pač pomagati vsakmu. Tudi ti lahko, če si bolan, lahko nekaj pomagaš tistemu, ki ti hoče pomagati. Ne tako rečem. Drugo je, da sem se pogovarjal s tistimi ljudmi, ki so z mano hodili tako na kemoterapijo in na obsevanje. In recimo so bili mnogi, ki niso znali, ki niso vedeli, kaj se dogaja. Oziroma so imeli hude težave. Recimo en možak, ki je bil mlajši od mene, je prihajal istočasno na obsevanje z mano in je rekel, da on ne more spati. Je rekel, jaz kuham čaje po noči in grem ven, hodim okoli, pridem nazaj in sem mu probal dopovedati, da ne se sprosti, da prav razlagal sem mu, da sem rekel, polovico tega, da ti okrevaš, je to, da se ti sprostiš, da pustiš, da se ne boriš z boleznijo v smislu tvoje psihe. Ker ti tam nič ne moreš. Najboljše je sprejeti to, pa pustiti, da gre skozi tebe, če to lahko. Se to ni vedno najlaže, ampak zelo, zelo slabo je pa to, da ti ne skrbiš za to, da počivaš. In če te vse tako skrbi, da ne moreš niti spati po noč, da si stalno nekje v enih, da imaš en strah. Recimo, ko sem meni povedal, ko sem prišel nazaj v London, se je cela ekipa v St. Mary's Hospital, to je ena največjih bolnic, ekipa tistih, ki so pač ki bo zdaj zame skrbela, od kirurga do tistih, ki so delali, hrano pripravljali, tako enih 5-6 ljudi. In je moj kirurg mi mogel povedati, je rekel, da žal ti moramo povedati, da imaš en pest velik tumor in da je tik pri tem, da prebije steno črevesja, in če se to naredi, imaš 6 mesecev življenja. In sem jaz rekel, in sem malo gledal, tako en cajt razmišljal, in je on rekel, mi bi ti radi življenje rešili. In sem ga jaz pogledal, sem rekel, življenje mi pa ne morete rešiti. In je rekel, in se je tako upravičil, tako je. Je rekel, jaz ti podaljšal, ti ga bomo. Ampak pol je pa začutil,
da ga je malo zaskrbel, da sem jaz zdaj mogoče padel v en feeling, ki se lahko čisto obrne, ko bom šel domov. In je rekel, in mi je kirurg, ki tega ne dela nikoli, sploh ne v Angliji, zakaj, za enega tujca, mi je napisal njegov telefon in je rekel, če se slučajno zgodi, da se boš začel kaj, da boš imel kakšno krizo, pokliči. In mi je bilo prav prijeten, da mi moj kirurg na tak način pomaga. In jaz sem tako, bom rekel, so bile stvari, ki so bile izredno težke za prenašati. Ampak stranski učinki tudi in tako, ne? No, tudi s stranskimi učinki sem se še do nedavnega ukvarjal. Tako da vem zdaj, kaj to je. Jaz sem imel stomo, tako kot tisti, in sem imel to 3 mesece in pa operacije, so bile 3 operacije, da sem se vsega tega losal. In mislim, mogoče me je to pri operaciji raka je mogoče ta zadeva še najbolj kritična, ne, da bi imel stomo, ker s tem bi jaz verjetno ne mogel več delati to, kar delam, zaradi tega, ker moraš res paziti na, jaz sem videl, kako je to kritično lahko, kako se to lahko odpre, kako je lahko tako da, ja, poznam, kako je to in vem, da so to, ne vem, da se ti življenje tam spremeni, no. Ja. Ampak vseeno pa ob teh težkih preizkušnjah vmes v času zdravljenja, kaj bi rekli, da vam je bilo tisto glavno vodilo? Recimo zdaj, ko ste omenjali stomo, ne, da je to pač bilo izrazito težko in seveda bi takrat potem bilo tudi vprašljivo, kako naprej, kar se tiče vaše glasbene poti. Kaj pa vas je takrat gnalo naprej, da ko je prišel slab oblaček, slab občutek? No, mislim, jaz sem se ukvarjal s čisto drugimi stvarmi. Pač, ja, bolezen je bila prisotna, delal sem to, kar so mi povedali. In ko sem vzel kemoterapijo do konca, pa ko sem jim ko sem bil obsevan, to je vsaka stvar, rab 3 mesece, cirka, so mi rekli, da ne zdaj pa nekam grem in počivam. Rekli, zdaj pa se pa pripravi na operacijo, zdaj pa pejt, pa počivaj, pa jej, so rekli, jej, kar hočeš, sam jej. In sem se vrnil domov in doma so pač ljudje prišli obiskat malo in imam eno prijateljico, ki ima enega sina, ki rad piše pesmi in tako naprej, in je rekla, a bi lahko prišel ti en dan pokazati, kaj piše, pa da on bi rad malo videl, če se da kakšna glasba napisati na to. In sem rekel, seveda, naj pride, sem bil doma. In mi prinese en list papirja z enimi idejami tam napisanimi, sicer nič tacga, da bi lahko porabil, ampak zelo zanimivi stavki oziroma tako misli. In ta prva misel, ki sem jo prebral, tečem skozi čas. Napisal naslov. Jaz rečem, tole je pa dobro. In sva se pogovarjala, on je pa treniral za skakalca, je bil že v 10 naših, tistih, ki tudi v planici skačejo kot predskakalci že. No in sem rekel, da mene tudi vedno zanimalo, kako se leti. Sem rekel, da pač ta let skozi zrak. In sva se pogovarjala neskončno okoli tega. Mislim, kakšni so občutki pri letenju, pa kaj mora vse delati za to, da obdrži težo, pa take zadeve. No in sva se tisti popoldne pogovarjala in on je šel potem nazaj domov in jaz sem tisti tekst pogledal in meni se zdi, da je trajalo enih 15 minut, da sem napisal pesem. In sem rekel, pa to ni mogoče, da sem zdaj kar pesem napisal. In preden je on prišel nazaj domov, sem mu že poslal demo.
Pa sem mu pa rekel, a imaš kaj več še tega napisanega? Ime mu je pa Jan Tomazin. Sem rekel, imaš še kaj več tega? In izgledali je, da ima mapo tako, kar nekaj noter, ampak je imel pa po 3 iste tekste. Mislim, tako, ampak je rekel, ne skrb, jaz ti bom jutri ti bom prinesel, bom danes napisal. In je res, naslednji dan mi je prinesel, sicer to so bile misli, to ni bil, nobena od teh ne bi šla ven kot tekst. Ampak očitno njegov pogled na življenje, pa na tisto, kar je videl, pa na tisto, kar je doživljal, je bil pa malo drugačen. Z njimi drugimi besedami je to opisal. No? In smo midva v bistvu, ko sem jaz bi moral počivati, sem pa začel pisati eno ploščo. In sem pa v tistem času, ko sem pač imel na razpolago, da počivam, napisal celo ploščo. In sem pa šel nazaj v London in še pred operacijo naročil studio in vse, da ko sem po operaciji žal nisem mogel peti. To je pa nekaj, imaš čuden glas. In sem mogel en čas čakati, ampak v glavnem vse je bilo pripravljeno, da ko sem prišel k sebi, sem lahko posnel. In to je ta plošča tečem skozi čas. In tudi še ta ni bila ta zadnja. In to vas je v bistvu na nek način reševalo? Ja, jaz mislim, da je potrebno najti. Jaz sem prebral, tudi srečal, eno čudovito žensko, igralko, Audrey Hepburn, na BAFTA Awards, angleški, to je tako kot Oscar. Ja. In ona je bila takrat, mislim, čudovita, lepa ženska, tako, za eno glavo više od meni. Jaz sem jo mogel tako gledati. In, ampak je bila že takrat, jaz sem že predtem prebral, da se bori z rakom. In nisva se okoli tega pogovarjali, so bili še drugi, ampak naslednji dan ali naslednji teden sem pa najdel v eni reviji, in to ne vem, ena taka večja revija, je bil pa en orang dolg članek, je ona napisala, da zdaj bi mogla iti na 3. operacijo, še 3. za isto reč. Da niso na istem mestu imela raka kot jaz, ampak ki ga niso odstranili tako, kot je bilo treba, in je mogla 2-krat jeti. V ta 3. je pa rekla, ne grem več. Je rekla, dost sem se zdaj namučila s temu, zdaj grem jaz v moj vrt, v Švici je imela hišo, je rekla, zdaj bom jaz v vrtu, bom brala knjige do konca. In sem si jaz rekel takrat, če se meni ponovi, če bi se ponovil, da ne bi šel še enkrat skozi to. Mislim, ker je res, prvič, če se zgodi, da, mislim, če imaš srečo in greš skozi, jaz mislim, da se da to preživeti, no? Ampak mora se to preživeti z enim, ti se moraš znotraj sebe znati pozdraviti. Se pravi, ti moraš dovoliti, da se ti telo pozdravi. Dovoliti telesu, zaupati, da zmore. Zaupati, da to zmore, ja. Aleksandar, tako kot sem rekla že na začetku, človek bi vas lahko kar poslušal in poslušal. Za konec bom vas samo povabila mogoče eni taki zaključni misli, kaj bi si recimo želeli, če lahko temu tako rečem, da bi si ljudje zapomnili, ko slišijo ime Aleksandar Mežek? Ne, jaz sem vedno želel sploh do ljudi tukaj v Sloveniji, da biti iskren. Se pravi, povedati tako, kaj jaz razmišljam. Ni nujno, da se vsi strinjajo s tem, mislim, da ne pričakujem tega. Ampak, ja. Če le lahko, jaz probam nekje pomagati, ne jemati.
Ja, in uživati v bistvu zraven tega. In jaz bi prvošel vsi smo zmožni tega. Se pravi, da se ti sprostiš, da se znaš, da te bremena ne tlačijo. Ker se mi zdi, da je veliko teh bolezenskih stvari povezanih s tem, da si nalagamo preveč. Recimo jaz dostikrat razmišljam, če bi jaz moral sam delati na tem, da se mi te stvari zgodijo, ker so se mi zgodile, pa skozi skrbeti, da mi ena stvar ne bo šla z rok. Recimo, sploh, ko se začne dogajati tam z pomembnimi ljudmi, pa s pomembnimi firmami, pa tako naprej, moraš biti zelo dosleden in moraš paziti, kaj. In zdaj, če mene so ravno tako, recimo v glavi, jaz sem imel zelo pomembne pogodbe za veliko denarja, ampak so vsi želeli delati nekaj z mano, kar jaz nisem hotel. Vsi so mi želeli, imeli so občutek, da bi jaz moral dovoliti, da oni z mene naredijo en produkt. Jaz sem pa vedno želel pisati svoje pesmi, nič drugega. In se pravi, jaz skušam biti pošten pa iskren do tistega, kar jaz dajem iz rok. In rekli ste, da raje dajete, kot vzamete. Hvala za danes. Meni ste dali ogromno in verjamem, da tudi tistim, ki so naju poslušali od začetka do konca. Ja, hvala za tole možnost. Ja. Hvala lepa. Srečno.